besedo. Jaz bi se poslancem, mojim sodelavcem pa ne nazadnje javnosti najprej upravičil na tisto neprimerno izjavo. Moram povedati, kako je potekal razgovor. Gospa novinarka je prišla v meni pisarno in me prosila, če bi povedal nekaj o teh transportih emisij iz Italije v Sloveniji. So se pogovarjali predvsem o NOx-ih in pa ozonu, ki je posledično hodil v NOx. In seveda jaz močem reči, da je bila iztrgana iz konteksta, ampak nekako je pa na koncu seveda prišlo do te neprimerno, da mu še enkrat izjava, ki je pa vezana na neko drugo temo, kot pa je na tema tega razgovora. Rad pa bi seveda povedal, na 3 vprašanja bi rad odgovoril, ki so pa vezana predvsem na to, da moramo v komisiji 15. decembra nekaj odgovoriti, verjetno bomo zamudili, ampak predvsem bi rad povedal tudi to, v kakšnem kontekstu pa to zadevo spremljajo druge države, oziroma zakaj Slovenija smo mogoče v drugačnem položaju kot pa druge države članice Evropske unije. Minister je že prej povedal, jaz spremljam tudi intenzivno z portugalskimi kolegi razpravo na svetu, ker si želimo, da ne pride do spravnega postopka, ker je bilo zelo nerodno za nas, da bi mi tam telovali s parlamentom v kontekstu spravnega postopka. Ampak v tem pogovoru s parlamentom se ugotavlja, da tisto, kar razlikuje slovenska mesta, oziroma 2 mesti, ki imata več kot 100 000 prebivalcev, je letna povprečna vrednost. Skratka, druga evropska mesta so bolj prepihana in da seveda letna povprečna vrednost ne presega, ali pa manj, kad presega, imajo pa seveda prekoračenja tista občasna, dnevna. Prav gotovo, da jih imajo in tudi več kot 35 krat. No in zdaj seveda na podlagi teh rezultatov parlament ustraja, da se ta letna povprečna vrednost še zmanjša, iz tistih 40 na 33 mikrogramov in seveda države članice se temu opirajo, kakšen rezultat ne vemo, ampak en kompromis bo med parlamentom in pa svetom. Za Slovenijo je silno nerodno, če bo seveda nižja od 40, zato potem bo tudi v Ljubljani letna povprečna vrednost, pa še kje seveda nad mejno vrednostjo, in nismo prav veseli tega razpleta v parlamentu. Kar se tiče pa tistega, kar ste vprašali, kakšni bodo pa prihodnji roki, kakšno bo to podaljšanje, za katerega je komisija sploh šla v revizijo te uredbe oziroma te smernice, nekako se kaže, da na letni povprečni vrednosti nič. To se vidi iz konteksta, ker to se do konca seveda ne ve za datume, ki bodo spogajani, ampak iz konteksta neke tolerance, ki je dana za 20% v tekst tega samega propozla, tega predloga, se nekako ugotavlja, da bi leto 8 pa 9 bilo vse nekako tolerantno, oziroma toleranco, v letu 10 naj bi se pa letna povprečna vrednost seveda izvajala v polnem, medtem ko ona dnevna, ali pa tista preseganja 35, pa bi bilo še za 3 leta kasneje. Mislim, da sem tudi nekje rekel, da je to leto 12, verjetno tisto, ki bo, mislim, takrat v tisti izjavi, ko sem popravil pravzaprav svojo narodnost ali pa neprimernost, sem nekako menil leto 12 in mislim, želimo, da je leto 12 tisto, ki bo seveda leto resne preverbe, kakšne ukrepe ima po nas. Kar se tiče pa prometa ali pa karakteristik prometa, ne bom do vsega odgovoril, ampak mi moramo ločiti, da imamo, kar se tiče standardov avtomobilskih v Evropi, razvoj od tako imenega standarda Euro 1 do Euro 6. Euro 6 bomo mi v našem času predsedovanja verjetno vodili in spravili seveda to smernico v prvem branju v veljavo. Ta se bo nanašal na nove standarde za tovornjake. Euro 5 je bil pa sprejet v času nemškega predsedovanja in se nanaša seveda pravzaprav na nek ta problem, ki ga imamo tu. Na dizle, ki jim seveda na dizelske avtomobile, osebne tudi, ki jim seveda pripisuje filtre za prah. Hotel sem povedati z tega diagrama, ki jih imate tu, da pravzaprav prah v dobršnem delu, v primeru Ljubljane, glede na prometne tokove in prometne režime, povzročajo osebni, torej več kot polovica osebni dizelski avtomobili. Če teh ne bi bilo, če bi se vsi vozili samo z benzini, bi imeli gnečo na cestah, pa ne bi imeli mejne vrednosti presežene. Leto 2007 je ta Euro 6 začel veljati in seveda proizvajalci bodo začeli to po letu 7 take tipske avtomobile dajati na trg, drugačnih ne bodo mogli
In ker je fazni zamik v Sloveniji, kar se tiče obnove avtomobilskega parka tam 10-12 let, se pričakuje pravzaprav iz naslova avtomobilskega parka, tole pri nas v Sloveniji, izboljšava v leto 15. Nekoliko prepozno za te cilje, moram povedati. No in ta druga zadeva, druga kritika je ta, da dnevna migracija mačkrat manj kot polovica prispeva k temu. Skratka, obvoznica mimo Ljubljane ogromno prispeva k onesnaženju, tudi tu v mestnem središču, medtem ko mačkrat manj kot polovica je seveda vezano na dnevno migracijo. In če pogledamo podobne programe, recimo barcelonskega, so si vsa mesta zadala iz tega obdobja za isti ukrep cilj 30% zmanjšanja. Če bi si Ljubljana isto želela 30% zmanjšanja, pa 35% zmanjšanja samoceno, bi pomenilo, da bi morala to dnevno migracijo, kar se tiče avtomobilov, razpoloviti približno. Zdaj, seveda, lahko bi šli organizirati vožnje, skupinske vožnje avtomobilih, ker pa nas se seveda nekako sami vozimo, ampak to je nerealno in neizvedljivo. Ampak približno polovico tega dnevne migracije, to je približno 50.000 voznikov, pa mogoče še nekaj sopotnikov, se bo pač moralo v nekih določenih obdobju spoprijeti z javnim prevozom, s ponudbo javnega prevoza. No in potem še ena zadeva, ki je zelo važna. Ljubljana ima prostorsko enkratno ureditev, kar se tiče možnosti cestne železnice. Mi imamo te stare proge in je, kar se tiče prostorske ureditve, to enkratna priložnost. In ta tirni promet mogoče izboljšati, pa bi seveda z določenim naporom lahko seveda to polovico ljudi, ki prihajajo dnevno v Ljubljano, spravili na javni promet. Jaz testiram, med vodah sem, pa testiram prevoz iz Gorenjske, moram reči, da Špila. Ni najbolj ugodno, ampak nekako gre. Čeprav je Gorenjska še bolj zabasena zaradi te obvoznice. No, ampak na vsak način z enim optimizmom, pa z eno voljo, pa mogoče res z manj neprimernimi izjavami bi mogoče prišlo do tega, da bi v 3-4 letih javni promet izboljšal, torej ponudbo železnice. Ponudbo železniške infrastrukture, ki je treba seveda vezati na boljše vlakovne kompozicije, nekoliko večjo varnost, pa hitrost omogočati, in to niso taki nemogoči stroški. To so, še enkrat povem, bistveno manjši stroški kot obvoznica v Škofrci. Bistveno manjši stroški. Hvala.